zdaj pa, pazi to. Poglej za denim, pride noter, Stojanover. Dobro jutro, Stojan. Dobro jutro. Dobro jutro. Kak nas je pa to zdaj odpeljalo nazaj, ha? No, najprej seveda hvala, da ste me povabili, ne? Res je, planiram na nek način en tak comeback, povratek tistega, kar smo počeli pred 30 leti. Torej, zdaj, ko pogledam, kako so te oddaje izgledale, vsak teden smo podelili avto. Ja. Vsak teden svetovno glasbeno zvezdo, seveda kupici domačih, pa tudi recimo temo hrvaških in ostalih lepih dekletih, ne, šov, ki ga seveda smo že takrat znali Slovenci, predvsem pa tu v Mariboru, Mariborčani narediti, ne. In ko danes gledam, kaj se pa seveda vrti na teh televizijah, se v bistvu raje obrnem stran, moram priznati, no, da nisem več gledalec televizije. Sicer pogledam sem in tja, ampak ne vem, pogrešam na nek način, da nekaj zraste na naših zelnikih, ne? Nekaj, kar sami ustvarjamo, ne pa da kupimo licenco in delamo po navodilih tujcev. Ampak to je, ampak tam v začetku 90-ih, prvi polovici 90-ih, ko je bila oddaja Poglej za Deni, to se je takrat ne samo orala ledina, to se je na nek način pisala tudi zgodovina, ker nihče, Slovenija je bila mlada država. Mi nismo bili na nobenem seznamu še takrat, ne? In to, kar je uspelo tebi in ekipi, Stojan, to je bilo takrat nepojemljivo, kaj vse je v tam prišlo, ne? Hvala, ne, da to rečeš, da se je takrat pisala zgodovina. Če se pa je, ne? Zdaj to mogoče ugotavljamo, ne? Ja. Glede na to, kar pa danes seveda ponuja ta medij. Čeprav sem imel ogromno težav, ne, boš danes priznal, tudi vi na radiju, Ja, takrat. tvojem radiju, ne, niste smeli govoriti o tem, ne? Ne. In teh problemov, veš, sem imel kar nekaj, ne, vsi so seveda gledali, ne, ampak ne da bi to recimo prepoznali kot dobro, ne, ampak samo iskali napake, da bodo lahko seveda kritizirali, pisali kar slabega in tako naprej. In to je v bistvu nekaj, kar jaz nikoli nisem znal razumeti, ne, v tej Sloveniji, še posebej v Mariboru. Torej, tisto, kar je dobro prepoznati in takrat, ko je živo, seveda, varovati, čuvati in hvaliti, ne pa seveda čaka, da bo čim prej propadlo. Ja, in metati polena pod noge, koliko le gre, ne, tako da to je pač žal. Ampak imela je pa oddaja neverjetne rejtinge, ne, to je takrat je bilo, koliko, več kot polovica, mislim, da celo 65%. Točno, 65% gledalk in gledalcev, torej ulice so bile v petek zvečer Prazne, ja. Ja, rekord je bil desetletje, jaz sem dobil pol tudi medijsko nagrado, osebnost desetletja, ne, najvišja nagrada, ki so je takrat še podeljevali, ob teh Viktorjih in tako naprej. Seveda ta žlehtoba v Sloveniji pa je seveda botrovala k temu, da smo potem pač prenehali, ne. Morda celo predčasno, jaz to nikoli ne bom rekel, ampak enostavno je prišel takrat nek moment, ko so vodilni v Ljubljani rekli, glej, zdaj je pa čas, da bi še kdo drugi kaj delal, ne samo ti. Ne samo Stojan. Ampak zanimivo je tudi ta zgodba, kako je veš ti preko radija, tega, da si bil DJ, si potem kar naenkrat postal tudi najpopularnejši voditelj v naši državi. Ne? Tudi to je taka zanimiva. Ampak spet se vrnem nazaj. Ne? Ja, ne, tako. Takrat sem gledal televizijo, ne, in ob vikendih je, ne vem, Mito Trefalt, pa se jih vsakamo čas. Ja, res.
odpiral neko skrinjo, ven vlekel neke klobase, ne, in to je bil kao, bi rekel, modus operandi zabave Slovenk in Slovencem. Na drugi strani smo pa imeli vse mi v Sloveniji možnost, predvsem tisti na Primorskem, gledati italijanske šove. Mi tukaj v Mariboru, pa recimo na Štajerskem, avstrijske pa nemške šove, kakšnega Rudi Karela in tako naprej. Ne. Mislim, jaz nisem mogel verjeti, da smo mi toliko za njimi, ne. Zato sem rekel, pa dajmo nekaj narediti, ne. Dajmo premakniti to, pa se vendarle nismo tako, bi rekel, za njimi zaostali. Ne. Ja, in polje rekel, stojanje nič, pa veš, kaj bomo, nimamo, ki bi, dajmo postaviti en čotor v tamo in dajmo noter največje, kar je, pripeljati, ampak kako se je to sploh zgodilo, kakšne zgodbe so tu zadaj, na milijone anekdot o vsem tem Stojanu Maverjem, takoj po še enem legendarnem iz 90-ih.